Torej, v zadnjem tednu, 10 dneh je v Sloveniji veliko govora na temo subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic. Zelo malo se je pa govorilo o tistih, ki te prevoze izvajamo. Želeli bi poudariti, da mi že intenzivno od meseca novembra lanskega leta opozarjamo pristojno ministrstvo in tudi vlado, da v proračunu niso zagotovljena sredstva za izvajanje koncesije za javni potniški promet. In ker nismo našli sogovornika in ker ni bilo nobenih odzivov tako strani vlade kot strani pristojnega ministrstva, smo na skupnem sestanku vsi izvajalci javnega potniškega prometa v Sloveniji 19. sprejeli sklep in obvestili vlado in pristojno ministrstvo, da ne bomo začeli z prodajo mesečnih vozovnic, dokler z nami ne sklene pogodbe za izvajanje javnega potniškega prometa. Mi smo imeli to pogodbo sklenjeno do konca aprila letošnjega leta. Ves čas smo dobivali ustne obljube, da bo pogodba sklenjena tudi vnaprej. Zato smo tudi začeli z prodajo mesečnih vozovnic za mesec maj, vendar do današnjega dne nam niso podpisali, torej nismo dobili v podpis nobenih dokumentov. Navedeno pomeni, da mi v tem trenutku nimamo v bistvu nobene pravne osnove, da izvajamo javni potniški promet. Ker smo prodali mesečne vozovnice, torej tako dijakom, študentom, kot tudi delavske vozovnice, nismo želeli in nismo mogli ustaviti javnega potniškega prometa v mesecu maju. Vsekakor pa razmišljamo o ukrepih za mesec juni, če nam država teh pogodb ne da v podpis. Želim vas tudi obvestiti, da kljub dejstvu, da je predsednica vlade v ponedeljek v parlamentu poudarila, da so zagotovljena sredstva za subvencije za študente, mi do tega trenutka nismo dobili nobenega obvestila, tako strani pristojnega ministrstva, kot strani predsednice vlade. Res je, da sem jaz imel osebno v teh dneh 3-krat klice, na zadnje včeraj, in nam je bilo obljubljeno zagotovo, da dobimo dokument, vendar do tega trenutka nam nihče ni poslal nobenega dokumenta. Torej, ker je danes prvi dan za prodaj vozovnic, tudi če ne bi bil problem za izvajanje javnega potniškega prometa, mi nimamo nobene osnove in nobenega poziva, da ne gremo karkoli, komerkoli podpisati za prodajo mesečnih vozovnic. Navedena problematika zadeva seveda velik krog državljanov Slovenije, vse to pomeni, da postoji nevarnost, da ne bo omogočeno dostop do šole, seveda posledično, če pa prenehamo za izvajanjem javnega potniškega prometa, tudi ni prevozov na delo in vseh posledic, ki temu sledijo. Da zaključim svoj del, mi pričakujemo, da se ta zadeva uredi najpozneje do konca tega tedna, da do petka podpišemo pogodbe in pogodbe želimo podpisati do konca letošnjega koledarskega leta, kajti preprosto ne vemo, kdo bo nas sogovornik, če nam bo bilo ponujeno podpis pogodb za 2 meseca, kajti v tem trenutku
nihče z nami ne komunicira. Ne znamo si pa predstavljati, s kom bomo lahko komunicirali v mesecu avgustu, kajti takrat moramo zadeve doreči, kajti v avgustu se začne prodaja vozovnic za mesec september. Mi imamo podobno, da se tiče subvencioniranja dijakov in pa študentov, imamo pa pogodbo o upravljanju javno-gospodarskih služb do leta 2019, s tem, da se aneks, ki se nanaša za plačilo izvajanih teh storitev, naj bi se sklenil za vsako leto posebej. Tudi mi smo imeli samo mesečne anekse in jih za naprej saj zaenkrat nimamo. Naša želja oziroma poziv je ta, da se podpiše anekse do konca leta, kajti le tako lahko zagotavljamo storitev, ki je predpisana z voznim redom in ta vozni red je sprejela tudi država. Želeli pa bi jasno, bom rekel, nekje sistemsko financiranje javnega potniškega prometa tudi v naslednjih letih, kajti mnenja smo, da je integracija javnega potniškega prometa, se pravi povezovanje avtobusnega prometa in železniškega prometa bistveno za mobilnost prebivalcev Republike Slovenije in samo integracija lahko prineše boljšo storitev, posledično pa bom rekel tudi znižanje stroškov tako javne uprave, kot pa tudi znižanje stroškov dijakov in pa študentov in pa jasno stroške študija. Tako da pričakujemo, kot je rekel tudi gospod Boškovič, da se bo ta stvar uredila do konca tedna, ker enostavno država se je zavezala, da bomo mi izvajali javni potniški promet v takem načinu in v takem obsegu, kot je to predpisano, žal pa ta finančni del ni izpolnila. Se bom navezal na predhodnika. Največji problem, ki ga jaz vidim, je to, da država zdaj ruši to, kar je bilo narejeno v teh 20 letih posledno za javni potniški promet. Te podatke, ki imam pred sabo, to so podatki za celo Republiko Slovenijo in jih lahko vežemo, res veljajo samo za ljubljanski potniški promet. Mi smo v te podatke lahko dobite, da ne bomo predolg. Mi smo iz leta 2008 v 2009 beležili 6% upad potnikov po vseh kategorijah. Iz 2009 v 2010 9% upad potnikov po vseh kategorijah. Iz 2010 v 2011 7,5% upad potnikov po vseh kategorijah. S tem, ko se država odločila, kar je zelo pomembno, da vzame ljudem oziroma študentom nadomestilo za prevoz, to so gromozanska sredstva, ki jih je država na ta način prihranila, s tem, ko se država odločila, da vzame denar za nadomestilo za prebivanje v študentskih domovih, v teh vseh socialnih transferih, ki jih ima država, so ljudje bili za ta denar prekrešan in so dobili potem nižjo ceno vozovnice. Ljudje so nas pripravljeni za to, da prihranijo 100 evrov, so voziti uro pa pol v šolo in uro pa pol nazaj in so izpostavljeni definitivno nekim problemom, nimajo stanovanja v Ljubljani, nimajo študentskega doma, nimajo dijaškega doma in potem se slovenske prevoznike postavi pred dejstvo, tako kot je že Jože povedal, pogodbe se podpisujejo mesečno, maj je že prodaja bila narejena, mi nismo mogli nekaj voziti, tle je gromozanski izpad prihodka, ampak ta denar, ki ga država rabi za subvencioniranje teh vozovnic, je mnogo nižji, kot je pripravljeno na drugi strani. Tako da tle mora država jasno in glasno odgovoriti. Jaz verjamem, da ni denarja, verjamem, da je treba potrebno šparati, verjamem, da se vsega ne moremo privoščiti, ampak država je dolžna povedati prioritete. Če je prioriteta to, da se dijakom in študentom ne omogoči prevoz, kljub temu, da je iz 2012 do 2013 tudi ta cena povišala za 10 evrov, torej študenti in dijaki kljub nespremenjenim socialnim transferom plačujejo več, bodo na to treba odgovoriti. In je nemogoče izvajati. Za primer LPP-ja velja. Število šolskih vozovnic se je povečalo z uvedbo subvencioniranja za 28%. To pomeni, mi smo prehiteli leto 2008 za 28%, kljub temu, ko sem prej govoril številke, ki so padale. Pa ne samo to. Povečanje števila potnikov med študenti in dijaki, to, kar mi nismo pričakovali in ko se pogovarjamo, je povečano tudi število uporabnikov v ostalih kategorijah. Splošni vozovnic prodamo zdaj za 188% več, ko smo jih prodali leta 2010. Upokojenskih vozovnic prodamo za 19,78% več, kot smo jih prodali 2010. Pa če grem na medkrajevni potniški promet, ki ga tudi LPP izvaja, je dijaški vozovnic
v primerjavi z 2010 za 130% več. To velja tudi za vse medkrajevne prevoznike v Republiki Sloveniji. Ampak zanimivo, občanskih vozovnic, kljub temu, da še cena ostala višja in ne vem kaj vse in še nobeni ukrepi niso sprejeti na nivoju države, da se ta cena tudi približa občanom, ker je danes absolutno previsoka, smo prodali za 275% več. Torej, mi smo končno prišli v Republiki Sloveniji z ukrepom, ki stane par 10 milijonov evrov, do prve faze integracije javnega potniškega prometa. To pomeni, da dijak, študent kupi vozovnico v Soboti in ne študira več, kaj bo naredil v Mariboru ali v Ljubljani. Kupijo za nek primerni denar, absolutno ni cena prenizka, in potem uporabljajo javni prevoz v Mariboru, v Celju, v Kranju, v Ljubljani in o tem ne študira. Tako da, to je zelo žalostno, ko poslušamo predsednico vlade, ko poslušamo ministra, kako se zdaj prepucavajo, pa kje bodo dobili denar, pa kje ne bodo dobili denar. Jaz predlagam, da denar vzamejo tam, kjer so ga že vzeli staršem in otrokom. Investicijska kupčka ne dajo otrokom za te vozovnice, pa še vedno državi nekaj ostane. Tako da je to res nedopustno in zaradi tega tudi VLPP-o smo tle poleg. V mestnem prometu, naprimer, nam prodaja padla za 25% vozovnic, ki jih kupujejo v ugodni ceni. To pomeni, da mi brez subvencioniranja države, brez sodelovanja v tem sistemu sploh ne moremo obratovati. In potem se ne država do konca tedna izjasni in potem pa se bomo naprej pogovarjali, ali bomo zmanjševali število avtobusov, ali kaj bomo počeli prevozniki na področju Republike Slovenije. Jaz bi povedal še malo stališče naših prevoznikov. Zdaj se z velikimi prevozniki nahajamo v istem čolnu in podpiramo maksimalno. Drugače da povem, da država kot tisti, ki naroča prevoze, ni slab plačnik, pravočasno plačuje, zamud ni bilo, to moramo povedati, ampak zdaj v tem trenutku se nahajamo na kuplju, bi rekel, tako ne nas kupljajo, ne vem, ali bomo nazaj, ali bomo se zalaufali, ali bomo stali, ali bomo šli naprej in ostalo. Tako da bi bilo dobro, da tisto tendenco, ko smo se skozi pogovarjali, da število potnikov upada s to potezo, da je bilo subvencionirano, da so vozovnice bile 20 pa 25 evrov potem, se je število potnikov naglo povečalo. In to zdaj nekaj opustiti bilo škodljivo, ker to je, mislim, tudi politika cele države, da bi se to povečalo. Tako da kaj dodatnega nimam kaj povedati, ampak mogoče še to, da nekateri prevozniki ali večina prevoznikov majhnih, ko se je povečalo število potnikov, je šlo tudi v nove investicije, katere po enem letu se ne morajo izplačati. To so investicije 5, 7, 8, 10 let, so šli v izboljšanje prevoznih storitev, boljše avtobuse, novejše z Euro 4, Euro 5 motorji in zdaj, če se to prekine, bomo imeli težave. Preden zaključimo ta naš prvi del, bi želel poudariti, da upamo, da nam je uspelo predstaviti to situacijo in poudarjam še enkrat, da prevozniki ne zahtevamo od države nobenih novih dajatev, zahtevamo višjih cen, zahtevamo samo to, da realizira sklepe, ki jih je sprejemala v parlamentu, ki jih je sprejemala ta vlada. In poudarjam, da ne si ta vlada ne privošči, da bomo v prihodnosti se spominjali po tem, da je uspelo tik pred njenim koncem uničiti eno celo branžo, torej potniški promet v Sloveniji, kajti brez pretiravanja lahko poudarim, da v primeru, da se ta zadeva sesuje, to pomeni prav gotovo uničenje te branže.